Mi smo si izbrali temo umetnost in smo naredili eno tako robota, v bistvu kot ChatGPT, svetovalca, ki bi ti pač pomagal pri umetnosti. Če kdo nima ideje, kaj bi narisal, bo mu dal idejo. Če ne bi vedel, kakšne materiale uporabljaš, pa to bi ti ona lepo vse napisala, povedala, kje se dobi, kako dela. Naš robot bo katerim pomagal, če so kaj z duševnim zdravjem. Če je koga sram kaj povedati staršem, da bo povedal, komu naj to pove. Naša ekipa pripravlja aplikacijo Pregled, kje pomanjkuje dreves. Ko odpreš aplikacijo, je notri mapa. Na tej mapi v bistvu izbereš lokacijo najbližje vam, pogledaš, katera drevesa tam v bistvu primanjkuje, katerih dreves. Na mapi je označeno tudi, kje lahko kupiš te sadike in jih pol greš saditi. Umetna inteligenca lahko spremeni svet, lahko na bolje, lahko pa tudi na slabo. Zaradi umetne inteligence bi bile lahko še boljše raziskave in bi takoj odkrili, če ima kdo kakšno bolezen pa te stvari. Če si recimo prehlajen pa ne veš, kakšno zdravilo bi, lahko vprašaš umetno inteligenco. Ti pomaga pri različnih stvareh, naprimer pri učenju tudi. Bi lahko razvrščil odpadke biološke pa te stvari, kjer se da reciklirati pa kjer ne. Na slabše pa po mojem zato, ker ne bi mogli več razmišljati s svojo glavo. Da bi bili pa vsi bolj leni ali pa kaj takega.